Danes smo tukaj na srečanju v Taboru v Savinjski dolini. Kaj pričakujete od današnjega srečanja? Mi zdaj obiskujemo po volilnih enotah naše občinske odbore, pa tudi regionalne odbore Slovenske ljudske stranke. Danes smo tu na Celjskem oziroma Savinjski dolini, ki je sicer volilna enota širše, se pravi tudi gremo do severne meje, se pravi v Dravograd in v to okolico. Sicer je to volilna enota, kjer sem tudi sam doma, se pravi, se počutim izredno domače. Je pa volilna enota, kjer je Slovenska ljudska stranka tradicionalno močna stranka, ne samo, da dosega dobre rezultate na državnozborskih volitvah, je odlična v lokalnih skupnosti, tukaj je veliko naših županov, pa tudi občinskih svetnic, svetnikov, mestnih svetnic, svetnikov in moram reči, da smo v tem področju močna stranka. Kaj pa prejšnji teden ste imeli predstavitev stališč v zvezi s programom razvoja podeželja? Veliko organizacij je sodelovalo, do kakšnih zaključkov ste prišli na tem srečanju? Zelo veliko različnih organizacij v okviru slovenskega podeželja in kmetijstva je bilo na tem našem srečanju, novinarski konferenci, ki je v bistvu izvedela kot ena dobra okrogla miza. Dejstvo je, da skupaj ugotavljamo, da se je pri programu razvoja podeželja zelo hitelo, da se je premalo vključevalo raznih deležnikov z področja podeželja. Predvsem upam, da se bo dialog odprl ponovno, da program razvoja podeželja dobi eno svojo novejšo različico, to pa seveda predvsem v želji, da bo program pisan na kožo kmeta ali pa slovenskega podeželja, zato da bodo tudi lahko, da se bodo prijavljali, da bodo uspešno počrpali vsa sredstva, ki so na voljo v evropski perspektivi 2014-2020. Najlepša hvala. Hier drin.